Kot sem že uvodoma dejal, obstaja gost, ki sem se ga res dolgo veselil. Odkar smo štartali s tem radijem, sem čakal, kdaj bo tisti dan, ko bo prišel, in upam, da pride prav v toto popoldne. No, in danes je tukaj, gospe in gospodje, Alfi Nipič. Alfi, dober dan. Lep dober dan želim in vesel sem, da sem tudi na totem radio. Ker se veš, če prišel, vam reče, gled, to ti je prišel, ne? Ja, ali pa tale, ne? Ja. Ja, torej toti Štajerc, Alfi Nipič, absolutno paše na toti radio. In zadnja 2 dni, Alfi, da vam povem, kaj sem delal zadnja 2 dni, bral sem avtobiografijo. Alfi Nipič, ostal bom muzikant. Ja, drugo me ne preostane, zdaj veš. Kako markantna besedna zveza pravzaprav. Ne, če se ne motim, je to Franc Košir enkrat nekaj rekel v tem smislu. Ja, to smo zadnji dan imeli, mi smo zadnji koncert imeli v Kelnu, ja? Open Air. Bilo je 12,000 kart prodanih, mislim. Avseniki. No, tako pač, ja. Da veš, koliko ljudi je bilo. Ja. To je bil naš poslovilni koncert in takrat smo bili malo vsi poklapani, ne? To je povsem normalno. Jaz sem sodeloval z njimi 20 let in mi ni bilo vseeno, moram priznati. Verjamem. In takrat, ko smo bili v garderobo, smo vsi malo bolj sklonjeni in smo se s Koširjem preoblačili v eni garderobi in je Košir rekel, rekel Alfi, da pa gremo te domov, ne? Sem rekel, ja, Franci, ja. Je rekel, veš kaj, ostani to, kaj si, ne? Pa ga gledam, se rekel, kako to misliš, kaj ostani to, kaj si? Je rekel, kaj, rekel, kaj? Ne veš, je rekel, ostani muzikant. In tu sem dobil idejo, da sem potem začel, jaz sem tudi že prej delal tekste za Avseniki, pa tudi kako svojo skladbo, ne? In sem naredil prvo skladbo po Avsenikih, ostal bom muzikant. Tu sem neko sporočilo, da češ, da drugo, jaz sem drugačen tekstilni tehnik, sem rekel, tekstil ne bom šel, ker je že takrat tekstil fejst razpadal v Mariboru, škoda, ne, od drugih velikih podjetij tudi. In sem vedel, da ne bom šel v tekstil, potem pa sem ostal res to, kaj sem muzikant. Ja, in vedno je nekako ta želja potem, da ste muzikant, da ste glasbenik, da ste pevec, ostala takrat po tej, da tako rečem, uvodni tekstilni karieri, pa potem, ko ste se tudi kot novinar tudi na televiziji preizkusili vmes. Vedno, ko je prišla ta dilema, naj še delam to dalje ali naj bo muzikant, je zmagal muzikant. Ja, no, jaz sem bil tudi 2 leti dopisnik, kot TV dopisnik, tako? TV Slovenija. In ko me je poklical Beno, hvala, Beno je bil pa šef tehnike na TV Slovenija, ne? Ja. Je rekel, Alfi, zdaj smo mogli se zaposliti tu pri nas, ne? Pa jaz sem pa malo to čutil, že kaj to, če se zaposliš. Jaz sem rekel, samo mi včasih, jaz pojem včasih soboto, pa petek ali pa nedeljo. Ne, je rekel, takrat, ko moraš iti, je rekel, to je brezhibno. Jaz sem rekel, zdaj pa ne vem, kako se pa, je rekel, že te čutim, je rekel, že vem. Je rekel, en teden imaš sad. Ja. Jaz sem pa imel takrat pajatko, še zdaj vem, to je bila ena kamera, pajatka, češka ali poljska. Ja. Veliki, taki, tisti električni, kako se to reče že, pomagalo, ki rabiš, ne, pri snemanju, ne. Ja. Štroma ni, ampak imaš baterijo, ne. Tako kot akumulator. In pa kamero, mislim to, ne. To sem jaz potem se razdolžil. Ampak jaz kjerkoli sem vandral, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji, ja. In za Avseniki po celi Evropi. Jaz sem bil vedno kamero zraven in to mi je bil največji hobi. Se pravi, je tudi tega materiala kar nekaj. Ja, jaz sem imel tudi svojo rubriko na Večeru v 7 dni, kje in kako pojejo domače zvezde. Potem sem na radiu Maribor, sem imel čez 20 let svojo oddajo vsako nedeljo, ja. Pred feljtonom od 11 do 12 slovenske zabavne in narodozabavne glasbe, ki je žal, bom spet čisti iskren, da je v radijskih postajah, mislim, v Sloveniji je pa vedno manj slovenske muzike. To me nekje malo boli, ampak kaj čemo, ne vem, mogoče bo kdaj boljše. Ena stvar mi je bila zelo všeč tudi v tej vaši novi knjigi Ostal bom muzikant, torej v avtobiografiji. Tisti začetni del o vašem otroštvu, vaši mladosti, odraščanju v Mariboru, nekaj, kar pravzaprav, sem tudi takoj to dobil občutek, ni samo vaša zgodovina in na nek način tudi zgodovina in pa poklon našemu mestu in pa vsem ljudem, ki tu živimo, ki smo tu zrasli gor, ki tukaj delamo in ki se počutimo Štajerce tukaj doma. Kljub temu, da je bilo, bom rekel, to otroštvo pa mladost brez nekih velikih finančnih zalogajev, bila pa je lepa, srečna, vesela, ne? Sigurno, ravno pred nekaj trenutki, ko sem prišel sem bil pri enemu dobremu prijatelju, ki ga z otroštva že poznam, mislim, z otroštva, tudi potem iz mladih let,
to je Ljubo Matjašič, ki je harmonike učil, zdaj živi v Hajdini, tu pri Ptuju. Se včasih z njim pogovarjamo, nerad si družim svojo generacijo, ker ti v svoji generaciji tudi navežeš včasih kakšne razgovore na tiste davne čase. In to je nekaj najlepšega. Jaz sem veliko tudi pesmi napisal o Mariboru, o Pohorju. Jaz tudi potem, ko so me vedno spraševali, čuj, pa odkot si ti doma, ti zdaj si se v Begunje preselil? Sem rekel, ne, na Gorenjskem, jaz se vedno vračam domov, ne. Pa, odkot si ti sploh doma? Pa sem pa pesem napisal, da sem tam doma, kjer se Pohorje vidi. Bravo, odlično. Pesem, ki jo priznam tudi sam, velikokrat rado zapojem in je zares ena tistih najbolj markantnih, ampak tudi ta del, konec koncev to otroštvo pa mladost, pa Poljane, ne, in ravno tisti pogled, kako namesto češnje stoji hiša, kako mama gleda za tabo, ko se pelješ po cesti in odhajaš. Mislim, da ima to vsak od nas v sebi, da se s tem lahko vsak od nas poistoveti. No, meni je to zelo ljuba skladbica, za katero sem tudi tekst napisal, ne? In jaz, ko sem v Zavseniki odhajal, sem se vedno zadnji dan šel posloviti tudi v Pušnikovo 18 v svoji mami. In ona je vedno šla ven z mano, stala na cesti, mi mahala in 100-krat mi rekla, Alvi, pazi, kje voziš, pazi, pa pridi, pa takoj, ko prideš gor. Mislim, takrat nismo imeli mobitelov, takrat, ko sem jaz Zavseniki začel. Jaz sem se mogel pred govorilnice počakati, mislim, in v govorilnici sem lahko samo stojino tisto govoril, ko je bila zelena nalepka gor, ne, to je češ Evropa, ne. In moram reči, da me ta pesem veliko pomeni, ker me spominja na moje starše, na Poljane, to je en lep del Maribora, ne, ker jaz pravim, ko mi je Slavko rekel, da je rekel, veš kaj, mi imamo toliko vaj, pa toliko dela, pa rekel, ti bi mogel se preseliti v Ljubljano, ne, sem rekel, Slavc, ni daljave, da se jaz po opravljenem delu ne bi vrnil domov. Vse veš, kaj rečemo, največji in najlepši slovenski pregovor, vse posod je lepo, doma pa je najlepše. Točno. Tako, in tega sem se jaz tudi držal, ne. In spomnimo se zdaj, kako so nasmejano rosne matere oči. Alfi Nipič in Poljane, dom prelepih dni. Dom prelepih dni. Alfi Nipič z nami danes v živo na Totem radiju. Alfi, sem pel Poljane, dom prelepih dni, tisti dan, ko ste praznovali 80-ko. Iskrene čestitke zdaj še v živo na tem mestu za 80-ko. Super. Najlepša, hvala. In ker seveda ste tisti dan imeli polno dela, sem rekel, nič, če Alfija nimamo, bo pa Mernik zapel, ne? Pa sem jaz. lepo. Ja, tako da sem malo prevzel tisti dan vašo vlogo, da niste rabili biti na vseh mestih, ker vem, da je bil dan zelo napet. Veš kaj, vsi smo se nekje obračali proti svetovni eliti. Ja. A veš, koliko melodij, koliko pesmi besedil je napisalo na New York? Ali pa Chicago. Ja. In to je tudi simpatično, če ti nekje živiš, pa tudi nekaj od svojega mesta narediš. Jaz še vedno gledam, da bom čim več pesmi napisal o Mariboru. Mislim, zato, ker Maribor je moje mesto. Maribor je moje rojstno mesto in tako kot svetovna elita je opeva svoje mesta in svoje kraje, jaz mislim, da potem se tudi malo tu lahko igramo. Mislim, in delamo v tej smeri, da nekako ljudem pričaramo tudi kraj, v katerem mi živimo, ne. Ravno ta svetovljanskost našega mesta, ne, Maribora, ko sem tudi malce prebiral te zapise, recimo tista 60. leta, Slavija, Toti bar, ne, tudi fajn ime, ne, tudi paše k Totemu radiju. Toti bar pa... Tam sem jaz bil DJ, meni se zdi, da 4 leta. Imeli smo tudi artistični program, ne. Tako da so ljudje, takrat je bilo ogromno, ko so hodili loviti tu v Prekmurje, Italijani, in so se potem ustavili v Slaviji, prespali, in so hodili na teraso, jaz sem bil 3-4 leta, sem pel na terasi hotela Slavije, potem sem šel za 2 leti v Zagreb, kjer sem prepeval z grupo Klan, in potem, ko sem se vrnil nazaj, pa so se Zavseniki začeli, ne. Nekaj korakov od naju tukaj na Glavnem trgu je tudi velika kavarna. Tu sem pa začel. Ja. Za Ivorovičem sem začel prepevati v veliki kavarni. Ampak to, v veliki kavarni je bila glasba vedno cel zimski čas. Poleti je bila velika kavarna brez glasbe. Kakšna anekdota mogoče z teh časov? Ja, to sem že verjetno že dostkrat povedal, ne. Jaz sem se potem, je bil tudi enkrat gost spet Ivo Robič, ne, in smo se srečali, je rekel, mali, je rekel, ti sad pevaš, sem rekel, ja, pa tu pojem, zdaj ne. Pa smo se pogovarjali, pa smo šak šanko tam nekaj spit,
Pa sem rekel, Ivo, te lahko nekaj vprašam? Je rekel, ja, to vse me zvoli. Sem rekel, kaj je to res, naprimer, da če ti, ker jaz sem hodil v srednjo glasbeno šolo, profesor Končičevi na srednjo glasbeno, sem rekel, da če ti tu pa tam kakšno jajco spiješ, ne? Ja. Sem rekel, da imaš bolj močno štimo, ne? Me pogleda, pa se nasmejo, rekel, mali, je rekel, ti se samo za jajca stisni, je rekel, glasbo normalno vedno bolj močni. Ampak so bili kar lepi časi, to po mojem, ne? Bilo kar v Mariboru kam zaiti iz kavarne, mogoče še malo v Slavje, pa potem v Astorijo. Potem zraven Astorije je bil Dancing, kjer sem tudi doskrat prepeval. In pa tam, ko je zdaj kino Udarnik od spodaj, prej bil kino, zdaj veš dolgo ni, ne? Tam je pa bil kinobar in je bil tudi tam program artistični, ne? Tako da je bil, čez cel teden je bila naprimer na 3 mestih pozivi živa glasba. Danes 3 živih glasb ni celi Sloveniji. Jaz sem Portorožu vprašal enega tam direktora, sem rekel, kje pa je kakšna živa glasba? On je rekel, ne, živo glasbo nimamo. Je rekel, vse ima vsak v sobi televizor. Škoda. In po teh dolgih nočeh se je šlo kam na zajtrk, k železniški, ne? Ne, tam jaz še zdaj se spomnim, eden, ki je rad prišel vedno k nam veliko kavarno, pa tudi v Astorijo, je bil profesor Viki Drnjač, ki je učil na prvi državni, in smo šla midva lepo po partizanski, desno je bila mlekarna, ki so zjutraj že mleko pripeljali, potem malo naprej v Vinko je bila pa pekarna in so šli na dvorišče in so ti dali frišen kos kruha in s tistim frišen kosom kruha smo šla pa na Kolodvorsko na pasu. Odlično. Tako da si zjutraj bil nekje zabeciran, do 5 je bil tak, do 4-5 je bil Dancing ali pa kinobar, potem pa naprej pa Kolodvorsko. Noč je živela, ne? Sigurno. Noč je živela v Mariboru. Krasno, dobro. Z Alfijem Nipičem nadaljujemo že čez nekaj minut, vmes pogledamo še k temperaturam, pa prometu in potem naprej z odličnim gostom, ki ga danes imamo v tem studiu. Stara domačija in Alfi Nipič na Totem Radiu. Živo je Alfi z nami. Od kdaj je bila ta Alfi stara domačija? To si prepeval na slovenski popevki, pa zdaj bi mogel se nekaj zmisliti, ampak točno, 4-5 krat sem prepeval na slovenski popevki, pa več nisem mogel, ker sem bil vedno na turneji z Avseniki, ne? Sem se mogel pač strdim nekam z bolečino v srcu odpovedati vabilom za slovensko popevko. Se mi zdi, ne, ta čas, ki je bil tako lep in zanimiv in dolg z Avseniki, je bil tudi zelo strog, če sem se prav izrazil, kar se tiče discipline, vaj, koncertov, ne? Imel Slavko kar, se mi zdi, trdo roko. Tudi rad vedno povem, ker to je nekaj nenavadnega. Mi smo imeli januarja, smo bili cel januar v Berlinu, tam je imel Telefunken, največja založba v Evropi, svoj studio, tam je bilo 5 studijev in tam smo mi hodili snemati. Vsak januar, julij, avgust smo bili fraj, torej to je dopust, 9 mesecev smo pa bili vsaki mesec 21 dni na turneji. 21 dni. In po 10 letih je meni malo se deklo odprl, ne? In sem hotel iti stran in je prišel tehnični direktor Telefunkna in rekel, gospod Nipič, vi imate z nami pogodbo, ne za Avseniki. Vaša odpovedna roki pa 2 leti. Kako 2 leti? Je rekel, se niste prečitali, kaj ste podpisali. Mislim, jaz sem takrat v enem navdušenju, sem podpisal pogodbo s Telefunkom, pa ni problem. Ne? In sem rekel potem, dobro, zdaj, če moram še 2 leti, 5, pa mogoče tako ne bo dolgo. Pa je nastalo še 9 let. Ne? Tako da sem jaz bil 19 let in 1 leto še po pogodbi, 20 let sem jaz bil prav Avseniki. In v teh letih ste naredili najbrž kar nekaj milijonov kilometrov, ne? Jaz sem dobil eno zahvalo od našega menedžera od Avsenikov, jaz sem naredil čez 2,5 milijona kilometrov za Avseniki. 2,5 milijona, posnel sem okrog 350 pesmi, torej v nemškem jeziku in pa v slovenskem jeziku. Zato sem dobil, meni se zdi 19 zlatih plošč, svojih imam tam 17 v muzeju, v Renini v muzeju. Če kdo hoče videti, kaj lahko narediš v 65 letih. Jaz sem 62. leta začel profesionalno prepevati v hotelu Triglav Koper, zdaj je to Grand Hotel Koper. In do takrat sem pa še prepeval na razni pokaži, kaj znaš. In zmagal na eni sončni uri v Mariboru, v Kino Union, torej takrat je pač Kino Union, to ni bila Unionska, takrat je Kino Union, takrat je bil Big Band, je spremljal, dirigent je bil Bojan Adamič takrat, ne, in takrat sem jaz tudi na te zmago in je potem bila še ena sončna ura
v Mariboru, ker tam, kdo je zmagal, potem se je selila ta prireditev pač v to mesto. Alfi ima res veliko anekdot z teh turnej, z gostovanj in zdaj imamo pa z Alfijem pravzaprav tudi eno skupno anekdoto, ki smo jo doživela 14-15 let nazaj, ko smo se skupaj peljala na eno snemanje televizijske oddaje v Ljubljano. To bo že tudi več kot 15. Ja, 15 bo že, ne? Tak čas gre. Skratka, mene je klical producent, snemali smo v Ljubljani televizijsko oddajo. Alfi bi prišel, ampak nima avta, je na popravilu biti, Alfija vzel v Jarenini zraven. In jaz pridem po Alfija, midva se peljemo v Ljubljano, Alfi poleg mene sledi, gleda, jaz menjujem, pravi, vidiš zdaj? Si videl zdaj, Andrej, kolikokrat si menil? Avtomatika si moraš kupiti. Ja, in Alfi že dolgo vozi avtomatika. Od 75. leta. Ja. Jaz sem prvi avto kupil avtomatik. Mi smo bili nekako sponzorirani od Mercedesa pod BMW-ja. Mi smo imeli en rabat, torej oni so rekli Kinsler rabat, torej umetniški rabat, ali pa če si bil športnik. Ne? Ja. In sem jaz dobil takrat eno sedmico, novo 7, ne? In ko sem sedel v avto, se bi naraš razjoko. Jaz sem rekel, pa se nisem invalid, to je samo bremza not. Ki pa je kuplonga. Je rekel, kuplonga, je rekel, to je avtomatik. Meni je bilo tako hudo, ko sem se en teden vozil s tem avtom, od 75. leta, niti slučajno nisem hotel slišati za avtomobil na ročne menjave. Ne? In to je res ena pogruntacија, čeprav smo vsi rekli, veš, to se bo verjetno se bo to rado kvarilo. Niti enkrat, vse avtomobile, ki sem zamenjal, avtomatik, in če pogledam samo, imam tudi eno ameriško vozilo, tudi mislim kot oldtimera, ne? Cadillac, ne? Ja, Cadillac, oni so že imeli tam davč nazaj, so imeli že avtomatik. Cadillac še vedno gre. Še vedno gre. Super. In tudi Pontiac. Tudi Pontiac gre, no, fino, ampak verjetno čez zimo bolj počivata, ne? Ja, to bo, ker to veš, starejši avtomobili pa starejši ljudi moraš malo poajčka, tak tam prebroče, ne sme biti pa premrzlo tudi. Ne? Zato ste danes rekli, ne, ko ste prišli k meni na toti radio, je bila cesta, je pa mrzlo zunaj, samo 3 stopinje. Ja, to, ker se veš, poleti smo švicali, ne? Zdaj pa nas že pri nuli zebe. Sploh pa kaj pa še bo, ko bo zdaj pod nulo. Ne? To je vredno tako, da se ti navadiš na eno malo večjo vročino, pa naenkrat prije pa tam proti nuli, tam pa te že zebe. Ne? Poslušali bomo zdaj, Alfi, Kako te rad imam, tudi ena lepa pesem, ena novejših, ne bo rekla. To je napisal en Mariborčan, melodijo, jaz sem pa tekst napisal. Mi pa poslušamo in uživamo. Alfi Nipič pa ostaja z nami v tem studiu. To ti radio poslušate in to je bil Alfi Nipič, Kako te rad imam. Še nekaj minut bo Alfi Nipič v živo z nami v tem studiu in če razmišljate te dni, kam družino peljati na en zanimiv izlet, je zagotovo pravi naslov tudi Jarenina, kjer si lahko pogledamo Alfijev muzej. Kaj vse tam lahko vidimo, Alfi? Vse to, kar se mi je nabiralo v 65 letih, kot sem prej imel. In to sem zlagal v eni moji sobi, tam, kjer živim. In ideja je pa bila od župana, pesnice, gospoda Žmaka, da bi pa tam muzej, jaz sem imel na 2 mestih že prej organiziral. Jaz sem tam muzej mislil narediti v sosednji Avstriji, tu v Bad Radkersburgu ali pa tam malo više. In enega sem pa imel tu v Lipnici, enega pa celo v bližini Celja. Ne? Ampak sem se potem odločil, ker je gospod Žmak to rekel, da bojo ta staro šolo zelo lepo preuredili. In moram reči, da sem zdaj ponosen, da je tako lep objekt, kot je nastal, da je tudi v prvem nadstropju kompleten prostor zaseden z mojim muzejem. Enkratno. In ravno pred tem muzejem se je na veliko dogajalo tudi ob vašem 80. rojstnem dnevu. Ja, to so me pa šokirali. Nisem mogel verjeti, tam je okrog 100 muzikantov bilo, ker me je sin prišel iskati, je rekel, čuj dolje, te hoče en pozdraviti, en kolega, ne. Rekel sem, meni še ni doben za klico. Ja, je rekel, on je že doli, ne. Pa prijem dol, pa sem tam, to sem tudi večkrat že povedal, pa vidim, da gasilci špricajo nekaj, ne. Si rekel, mate, kaj se je zdaj zgodilo? Pa ko so začeli po našem avtu špricati, sem vedel, da te sem klopil, ne.
No, odlično. Prihaja čas, se mi zdi, vem, da vedno veliko, čez celo leto veliko nastopate, ampak ta decembrski čas, ko se bliža tisti silvestrski poljub, vedno nekaj posebnega, že toliko let. Čeprav pravite, da zapojete silvestrski poljub tudi drugače, ne zdaj samo decembra, pa za novo leto, tudi septembra, če si ga kdo zaželi. Ne, največji štos je bil to in v Ameriki in Avstraliji, so k meni hodili, pa bote tistega tudi, ne, sem rekel, jaz sem tak vedel, zakaj se gre. Ja. Rekel, kjerega? Pa jim prišel en tam, ki je bil, mislim, ne vem, odkot je bil, samo ni bil Slovenc, ne. Rekel, excuse me, Sylvester. Sem rekel, ne, jaz mislil, da on misli, da je meni Silvester ime, ne. Ja. No, je rekel, moja žena iz Slovenije, ona poje cel november pa december silvestrski poljub. Jaz sem rekel, vsega bom danes tudi zapel. Ja. Pa sem bil poleti tam, ne. Ja. Teh turnej je bilo veliko, že ste jih omenili. Ja, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji in pa seveda 20 let po celi Evropi, ne. Avstrija, Nemčija, Švica, del Francije, tu pri Saarbrückenu, Francije, Belgije, Holandije, pa Südtirol, to je del Italije, ne. Lahko rečem, na eni flehi, kjer živi okrog 150 milijonov tisti, ki razumejo nemško, mislim, na nemško govorečega področja, ne. Ja. In naslednje leto, 2025, bo ta Amerika spet bliže. Zdaj sem dobil spet vabilo, vse dobimo, mislim, take, me kliče včasih, torej iz Avstralije so tudi klicali, iz Brazilije me klical en klub, ne, če bi bilo možno nekaj, da bi oni naredili eno 3-dnevno čago tam v njihovem klubu, ne. Torej, največje presenečenje pa je bilo, ko sem pel v Ameriki, pa sem šel tudi na Florido in sem bil v Miamiju in sem potem šel v Fort Lauderdale z eno ladjo, sem šel in sem prepeval 14 dni na ladji, po 5 tea time. No, oni rečejo, to v 5 se zberejo, malo taka kavica, tortica, ne, in potem so tudi plesali, pa sem jaz prepeval. No in ko smo prišli, prva štacija je pa bila, ker smo šli okrog Kube, Meksiko, Jamajka, Bahama, in ko smo prišli v Meksiko, vedno si prišel okrog 8 ure, ja, potem si šel ob enih 9 dol, si se malo sprehodil, no in jaz grem dol in nas čaka tam od spredaj pred ladjo en 8-članski meksikanski ansambl in začnejo igrati. Ja, mariači in prva skladba, ki je bila Meksiko, in sem jaz zraven stopil in sem njimi pel, ne. Bravo. Pa oni mi gleda, tisti šef, ne, tam, rekel, excuse me, you're from, sem rekel, I'm Slovenija, Slovenija, pa sem bil, da mu ni jasno, ne. Sem rekel, Evropa, je rekel, to sem pa že slišal, ne. In rekel, pa vi pojete našo glasbo, sem rekel, ja, pa tu pa tam poje, kad se jaz pojem tudi po hotelih, pa tak, ne. In rekel, če pa vi pojete našo glasbo, pa mi je klobuk tisti široki sombrero dol vzel, pa meni je dal na glavo, rekel, to vam dam za spomin. In jaz ga imam zdaj v muzeju. Krasno. In mi je dal na glavo to klobuk, s katerim smo imeli mogoče malo težave na avionu potem, ne? Ja, verjamem. Pa smo ga nekako stišali, tisti nad glavo. Ne? Ja. Zdaj do konca leta se obeta še en poseben silvestrski poljub, ste rekli s Perpetuum Jazzile, ne? Perpetuum Jazzile bom na eni preditvi prepeval čist drugem aranžmanu, skratka, to je vokalno, ne? Bom prepeval tudi to pesem, ki jo prepevam 54 let. Silvestrski poljub je star 54 let. Niti sanjalo se mi ni takrat, ko sem prvič zapel to, da bo to en evergreen meseca decembra. Ja. In čeprav, ko sem že prej omenil, jaz to pojem, kjerkoli pojem, pa tudi pojem to pesem, ker vedno prije kdo ko reče, kaj boste to tudi, ne? Tako in tudi mi bomo na ta način na Totem Radiu štartali tiste decembrske dni, ko bo praznične glasbe še nekaj več in če zaključiva s tem, na plošči, na kateri je bil silvestrski poljub, na A strani, je na B strani bila skladba Žametne noči. Točno, je. Ta je meni izredno všeč in sem se nekako odločil, da bo vas to zaključila, tudi najn pogovor, ker Zdaj, ko si pri peči po zimi, je tudi nekaj žametnega, ne? To ne. Da te ne zebe. Evo, super. Da zdaj vse poslušalke in poslušalce še malo pogreva. Alfi, vem, da je anekdot še veliko, vem, da je pred vami še veliko zanimivih nastopov, potovanj, veliko silvestrskih poljubov, veliko pogledov na Pohorje in konec koncev sem prepričan tudi veliko prijetnih žametnih noči in vse to lepo vam iskreno želim tudi v prihodnjih dneh. Meni smo se pogovarjali z Vogrincem. Ja. Rekel, Alfi, malo je mest, ki imajo pred nosom hrib, ki je 1000 metrov visok in lahko greš vsak trenutek ti na 1000 metrov na kafe.
Maribor ga ima, mogoče ga malo premalo izkoriščamo. Malo bi si mogli večkrat privoščiti, da gremo na 1000 metrov, pa magari za uro ali pa 2. Tako. Ker jo lahko gremo na sprehod na 1000 metrov visoko. Evo še ena odlična ideja za vse nas od Alfija. Alfi, hvala lepa, držite se, pa pridite spet kmalu, dobro? Tudi totemu radiju se toti Alfi zahvaljuje za to vabilo in upam, da se bo tudi na totem radiju tu pa tam oglasil kaki pevec toti, pa bo kako toto zapel. Hvala, Alfi. Tudi vam hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem totega radija od totega Alfija z Maribora.